tisto, kar je zapisano v tem romanu, v tej knjigi Barbara in Krištof. Mogoče še samo pojasni naslov Barbara in Krištof. Seveda Barbara pride iz tega, ker je sveta Barbara pač zavetnica teh zlatokopov in ima pač posebno vlogo v vseh teh ritualih. Tukaj nastopata dve osebi noter, dejansko kot protagonista nekih teh drugih zgodb sta ena Barbara in en Krištof, ki sta pol brata, od Dolinarjev in od Hribarjev, ampak to si morate prebrati. No, zakaj pa Krištof? Krištof pa zato, ker je pravzaprav podoba svetega Krištofa bila, ena podoba svetega Krištofa bila zadnji, bi rekel, vzgib, da sem jaz pravzaprav začel pisati ta roman, namreč, ko sem se neko poletje, par let nazaj, pripeljal mimo cerkve v Gaberkah, kjer je zadnji za oltarjem stena in je slepo okno in je bila celo moja otroštvo na tistem slepem oknu narisana podoba svetega Urha. Sem jaz potem, ko so cerkev prenovili, zagledal gor sliko svetega Krištofa. Narisal je tale mojster slikar, poslikal iz Topolšice, zdaj ne bom spomnil imena, ampak se niti Langus, gospod Langus je to narisal. No in jaz sem seveda gledal tisto sliko Kotela Nove Vrate, ker prvič ni bil svet Urh več, drugič pa gledam tistega svetega Krištofa, ki drži gor na ramah Bogega Jezuščka z Jezušček pa še cel svet in gazita tam tisto svetopisemsko vodo, ne, ampak kar enkrat pogruntam, da tisto že ne more biti svetopisemsko vodo, ker je na obronku tistega jezera, tam na tisti sliki svetega Krištofa narisana termoelektrarna Šoštanj. No, sem rekel, če pa to skupaj, potem je pa pravi trenutek, da jaz napišem to knjigo in sem je tudi napisal.